Že vem, da se pa prišla pogledat, kaj je montaža. Pa montažni triki. Ja, bolj ste kar na pravem mestu. Tukaj imam z kolegom Janom že pripravljene montažne trike za vas. Da pa lahko začnete te montažne trike spoznavati, pa potrebujete montažni program, v katerem bomo to delali, pa posnetke, s katerimi se bomo igrali in naredili in spoznali te montažne trike. No, v glavnem, zdaj bomo uporabljali fotoaparat v našem primeru, doma pa lahko delate to tudi z telefonom, naprimer. Zdaj bomo spoznali, kako izpade, ko postavimo en prizor in ta prizor zmontiramo in kaj pomeni, če imamo ali samo en posnetek ali pa jih imamo več. Kdo bo kaj od vaju počel? Jaz si že nekdaj želim igrati. Jaz pa snimati. Dobro, pol boš ti snemalka, ti boš pa igralec. Zdaj imamo, vidiš, na enem fotoaparatu imamo total. Bomo videli, če nam ta total pomeni dovolj, da spoznamo, kaj se je zgodilo našemu Juretu. Ker Juretu se bo zdaj v posnetku nekaj zgodilo. Akcija. Stop. A zdaj so posnetki že pripravljeni? So. Najprej si bomo pogledali total, ne? Se pravi, kaj je, če imamo samo en kader. Kaj je takrat, ko vidimo v totalu, temu se reče total, Jureta, ki pade. Kako se ti je zdaj ta posnetek, ki smo ga zdaj videli? Ja, v tem posnetku jaz sploh ne vem, zakaj je Jure padel. Ne veš, zakaj je Jure padel, ne? No vidiš, zato pa zdaj rabimo montažo. V glavnem zdaj moramo posneti te kadre in posnetke, ki so manjkali, da mi razumemo, zakaj je Jure padel, ne? Akcija. Akcija. Ajda, kako se ti zdijo posnetki, ki si jih naredila? Ja, kar dobri so. Imaš talent za snemalko, absolutno. Jan, si končal? Še malo. Še en res pa bomo. A se je težko naučiti montažnega programa? Vajeniki rabiš, da se naučiš vse funkcije. Pole pa samo montaža, da vidiš, kateri montažni deli grejo lepo skupaj, kateri pa ne toliko. No, evo, zdaj pa je zmontiran tale, poglejmo. A je bilo zdaj jasno? Je. Zdaj pa je zelo jasno, ne? Še fajn si z nogo podrsal, pa je banana odletela. Super si posnela to, Ajda. Hvala. Evo, zdaj smo videli, kaj pomeni bližnji posnetek, zdaj bomo pa naredili en trik, to pa že je prav trik. In sicer, kako nastaneta v enem posnetku dve Ajdi. Kako dobiš dvojčico. Pomembno je, da ena Ajda stoji bolj levo, ena pa bolj desno. Pomembno je tudi to, da se takrat, ko snemamo, kamere sploh ne smemo dotakniti. Ker če se dotaknemo, se bo videlo, da je en kader sestavljen iz dveh, nekaj se spremeni. Tako da, ko enkrat začnemo midva snemati, ker zdaj bomo pa midva snemala, takrat se ne smemo pol več kamere dotikati, ne? Akcija. Ne smemo se dotikati kamere, zdaj pa greš na ono stran, tako. Dobro. Akcija. Stop. Sta pripravljena, da vidimo, kako izpade zdaj, kako Ajda dobiš dvojčico? Poglejmo. O, to je pa ful hudo. In kako bi dala ime tej dvojčici? Ajda 2.0. Kako? Ajda 2.0. Ajda 2.0. Ja, seveda. Se ta žanr, ki ga zdaj delamo, je znanstvena fantastika. Zdaj bomo pa naredili, kako postane eden izmed dvaju čarovnik, pa bo zaploskal in se bo en pojavil, pa zginil. Tako da zdaj bom pa jaz snimal, vidva oba pa pejta na pozicije, ravno tako, kot sta bila prej obe Ajdi. Se pravi, Jure bodi na oni strani, Ajda na tej strani. Ko bom pomahal, ploskneš, pazi, skoči not in padeš op in Ajda si ponosna na se in zaploskaj. In zdaj greš oba iz kadra. Prej si videl, kako si prišel v kader, zdaj pa v bistvu vidiš samo, kako si se pojavil, ne? Na plosk od Ajde. Hudo. Tisti vmesni del, ne, je Jan preprosto umaknil, odrezal ga je, se temu reče na tem montažnem programu. Zdaj pa izgleda, kot da si ti znala čarati, ne, Ajda, in si samo s ploskom rok povzročila, da se Jure pokaže. No, zdaj sta videla, kako s takimi preprostimi montažnimi triki lahko dosežemo ene zanimive učinke, ne? In kateri trik vam je bil najbolj všeč? Mene je bil še najboljši, da s ploskom. A, ta s ploskom.
Kaj pa tebi, Ajda? Jaz sem pa ful rada snemalka. A res? No, tudi to je super. Nekdo mora snemati, da se lahko sploh zgodi montaža. Tako da zdaj boš posnela najdva z Juretom. Pridi, Jure. Evo, pa pomahala v kamero, za spomin. A lahko?